Pozdravljeni oddaji Volan. Ves čas se vozim s tole Corso na plin in ugotavljam, da v bistvu nimam pojma o tem, lahko bi rekel, alternativnem pogonskem gorivu. Tako da danes bom skupaj z vami izvedel nekaj več o avtoplinu. Tukaj sem na enem od dveh pretakališč Petrola, tale v Štorah, in sem plin po avtocesti ali železnici prepeljejo s takšnimi posebnimi cisternami in ga tukaj potem pretočijo. V tele za mano je kar 40 ton plina, zato ker je polna. Pretakalec ravno namešča pretakalni roki, plin pa gre potem po ceveh tjale čez. In da gre vse takoče, skrbijo v nadzornem centru. Jaz pa grem zdajle čez reko, pa še eno igračko so mi dali. No, sem vseeno še prej prišel pogled v kontrolni center, ampak ni preveč zanimivo, ker je vse avtomatizirano, sami računalniki. Kje ti piše, koliko je že prevzeto? Tukaj. Pa kar hitro gre. Ja, dobrih 800 kg v 3 minutah. Pole pa kar hitrej, kot pa pri mojih vrsti, ne? Sigurno. Bistveno. Tole je črpališče in tukaj plin v tekoči fazi prečrpavajo, zato je zelena barva, tule pa so kompresorji, ki praznijo cisterne. Zdaj pa sledi še najbolj veličastna zadeva – rezervoarji. Poglejte, kako so ogromni. Wow. Vsak je visok 30 metrov in lahko vanj spravijo 250 tisoč litrov goriva, v temle tule za mano pa je utekočinjen naftni plin, točno takšen, kot ga potem napolnimo v svojo Corso. Ja, kar zanimivo izgleda. Sicer pa je tukaj za varnost izdatno poskrbljeno, meni so dali tale eksplozimeter, ne, plina ni, tako da ne bom eksplodiral, fantje brez skrbi. Sicer pa mi tukaj pravijo, da ni plin za njih čisto nič bolj nevaren kot ostala goriva. In kot nalašč je tudi naš gledalec Blaž svojega Volva predelal na plin. Tvoj volan! No, jaz pa ravno zdaj nadzorujem odvzem vzorca plina, ki gre potem na test v laboratoriju v Ljubljano. Ja, tako kot vsa ostala goriva, tudi plin redno testirajo nekje enkrat na mesec, da je potem vse v redu z njim, ko ga uporabljate v avtomobilu. Kontrolor pa je pravkar odvzel vzorec približno 3 litre in napolnil tisto le posodico, v kateri je enak pritisk kot v celotnem sistemu. A je to? Ne, nič, v redu je vse. Zdaj sem prišel do Petrolovega laboratorija, edinega v Sloveniji, ki je akreditiran za testiranje vseh pogonskih goriv različnih ponudnikov. Sem je prišla moja posodica. Zdaj ravno preizkuševalka, oprostite, kako te ime? Tjaša. Preizkuševalka Tjaša pripravlja vzorce za analizo plina, da bo potem določila seveda sestavo plina. Ugotovila bo gostoto, parni tlak, oktansko število, kaj še? Razmerje propan-butan, ne? In še en kup stvari, o katerih nimam pojma. A to je za to? Torej je okej, ga lahko nalijem. Super. No in vidite, to je to. Zdaj pa lahko grem mirne volje duše nalit plinu v Corso. Matej, ravno prav si prišel, da ti pokažem, da boš znal šli pol sam naprej, ne? Najprej vzameš nastavek, ga lepo priviješ v tole odprtino, zaviješ, dokler gre, ne pretiravaj. Isto, ko me bo učil, kako se tanka plin, kot da nikoli nisem še tega počel. V glavnem, z našo testno Corso na plin sem zdaj na poti v Nemčijo, priložnost bom pa izkoristil za to, da vidim, če bom tam našel plin, oziroma če ga bom lahko tankal, ker imajo drugačen nastavek kot mi. Ta je italijanski, oni imajo pa nemški standard. Zdaj bom na zadnjem Petrolu pred mejo na Jesenicah na polno do konca, potem pa da vidimo, a ne?